Poletje je idealno za prehranjevanje na prostem, zaradi visokih temperatur pa je idealno tudi za razvoj nevarnih bakterij v živilih, če z njimi ne ravnamo pravilno. Kako preprečimo zastrupitev s hrano in če že pride do nje, kako pravilno ukrepamo? O tem bova govorila s Pavlom Polekom z Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. No, tako kot ste rekli, poleti so temperature višje, zato je treba še večja pozornost, kako ravnamo z živili. Hitro pokvarljiva živila moramo shranjevati na hladnem pri temperaturi pod 5 stopinj Celzija. Pomembno je vedeti, da gre za nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila, ki je med 5 stopinj in 63 stopinj Celzija. V tem območju se bakterije hitreje razmnožujejo in recimo neko živilo, kadar je v nevarnem območju, lahko se bakterije v njemu podvojijo v 20 minutah. Ta živila lahko so največ, se pravi, pokvarljiva živila so lahko največ 2 uri v tem temperaturno nevarnem območju. Če pa je zunanja temperatura več kot 32 stopinj Celzija, imamo lahko ta živila v tem območju samo največ 1 uro. Ni pa hlajenje v bistvu edina zadeva, na katero moramo biti pozorni. Surova živila moramo ločevati od gotovih, se pravi, ki jih pred uporabo ne bomo več toplotno obdelali. Bistvenega pomena je preprečevanje navzkrižnega onesnaženja, kakor tudi umivanje rok, pravilna toplotna obdelava živil, ki uniči vse te potencialno nevarne mikroorganizme. S katero hrano pa se najpogosteje poleti zastrupimo? No, kot sem že rekel, govoriva o potencialno nevarnih živilih, kaj je njihova lastnost, namreč ta živila omogočajo hitro in progresivno rast mikroorganizmov, ki povzročajo okužbe in zastrupitve živili. No, najbolj nevarna so tista živila, ki so surova in se uživajo surova. Kot na primer surovo meso, ki se uživa surovo, tatarski biftek, karpačo, tudi suši, školjke, ostrige. Nevarna so tudi živila, recimo mlečni izdelki iz nepasteriziranega mleka, kakor tudi toplotno obdelana živila, kot so meso, perutnina, sveže klobase, ribe, jajca. No, v zadnjih letih, kar se tiče pa zelenjave, zdaj smo govorili praktično o živilih živalskega izvora, je treba povedati, da v zadnjih letih je število izbruhov bolezni, ki so povezani z uživanjem surove zelenjave, da se je močno povečalo. Najpomembnejši razlog za to je, da v celi verigi proizvodne sveže zelenjave ni neke dekontaminacijske točke, kjer bi mi lahko število mikroorganizmov zmanjšali. Tako kot recimo pri piščancu, ki ga toplotno obdelamo, uničimo škodljive bakterije. Zelenjavo, solato pa jemo takšna, kot je, se pravi intaktno, in seveda te bakterije lahko preživijo in delajo težave. Gre pa tudi za to, da je veliko večja poraba zelenjave. Problem so tudi globalno centralizirane distribucijske verige, se pravi, ta zelenjava pride od marsikje in se na tej poti lahko onesnaži, kakor tudi, da imamo vedno večji delež občutljivih ljudi. Torej, glavna točka je, jejmo zelenjavo, ampak jo prej dobro operimo. Tako je. Poleti tudi bolj pogosto jemo ribe. Kako prepoznati svežo ribo? No, pogosto je problem seveda pri ribah je ta čas, ko je riba sveža, res precej kratek. Vsaka distribucija, se pravi od morja v notranjost, pomeni padec v kakovosti, pa tudi žal v varnosti. Zdaj, sveža riba je takšna, kot bom zdaj opisal, se pravi, površina je živo svetle barve, jasnega bleska, koža mora biti napeta, luske se morajo prilagajati telesu. Svežo ribo, če jo primemo, ona kar polzi iz rok, oči morajo biti močno izbuljene, trde konzistence, škrge morajo biti pri svežih ribah vlažne, živo rdeče, lahko so pokrite z malo steklaste sluzi, ne smejo imeti nikakršnega vonja, ali pa samo vonj, ki je tipičen za svežo ribo. Škržni pokrojec mora biti čvrsto zaprt, pomembna taka diagnostična metoda, če mi pritisnemo na ribo, se mora ta muskulatura nazaj dvigniti, ne sme ostati vdolbina, ki je pa značilna za pokvarjene ribe.
Problem je danes tudi v ribarnicah, ko trgovci pač ribam poteče rok uporabnosti, sem že opazil, in pa oči kar prelepijo z lepilnim trakom, tako da kupec ne more presojati o njihovi svežosti. Kako je pa s školjkami pa z mehkužci? No, školjke so morda še najbolj nevarne in tudi sama proizvodna, nadzor nad proizvodnim prometom školjke mora biti zelo učinkovit. Školjke namreč povzročajo zelo nevarne zastrupitve in kužbe ljudi, morajo pa predvsem zadostiti sledečim kriterijem, da so sveže, nestrupene in niso onesnažene s patogenimi bakterijami in ali virusi. Kar se tiče pa kalamarov, je treba vedeti, da morajo biti vonj po svežih kalamarjih tipičen, koža ne sme imeti sluzi, morajo imeti naravno barvo, pigmentacijo, meso mora biti žilavo, trdo, ne. Kalamarji, ki niso primerni, so tisti, ki imajo kožo zbledelo, ki so enakomerno rožnate barve in imajo tudi večjo količino nerazporejene sluzi. Poleti so pogosti tudi pikniki. Kakšne so tiste najboljše prakse za pripravo hrane na prostem? Ja, seveda, no, poleti pikniki, pomembno je, da mi piknike načrtujemo, da upoštevamo vsa dejstva, koliko nas bo, kaj bomo kupili. Pomembno je, da surovo meso in perutnino kupimo nazadnje. Zdaj že pri nakupu in transportu ločujemo surova živila od gotovih, da ne pride do navzkrižnega onesnaženja. Ne smemo pa pozabiti tudi na nujno opremo, ki jo moramo imeti s sabo, se pravi hladilne torbe s hladilnimi blazinicami, 2 kompleta pripomočkov in rezalnih desk, en komplet za surova živila, drugi komplet za gotova, spet preprečevanje navzkrižnega onesnaženja, vodni termometer, krožnike, papirnate brisače, posode za ostanke in vreče za odpadke. To se, kar se tiče teh zadev. Druga, sam transport na piknik. Zdaj, hladilne torbe naj bodo v najhladnejšem delu avtomobila, kjer deluje klima najbolje in ne v prtljažniku. To je v primeru, če uporabljamo te klasične hladilne torbe. Najbolje pa, da imamo danes pa pogosto uporabljamo hladilne torbe, ki jih napajamo z elektriko v avtomobilu, te pač imamo v prtljažniku. Na lokaciji piknika je pomembno, da teh torb ne puščamo na soncu, vendar jih namestimo te v senco. Pokrove hladilnih torb naj bodo čim bolj zaprti. Vkolikor uporabljamo tablete, hladilne blazinice, moramo vedeti, da 3/4 torbe pripada hrani, 1/4 pa hladilnim blazinicam. Mi lahko te hladilne blazinice nadomestimo z zamrznjenimi sokovi ali plastenkami z vodo. Skratka, kot sem že rekel, čim manj jih odpiramo, da preprečimo vdor toplega zraka. Koliko časa pa je še varno uživati hrano, ki nam je ostala od piknika, pa kako shranjevati to hrano? No, na sami lokaciji pikniki so dostikrat odvijajo v blizini jezer, potokov, rek. Potrebno je vedeti, da je voda lahko na videz čista, kljub temu pa ni varna za pitje. Pri pečenju na žaru z ogljem pazimo, da so rešetke vedno vroče in čiste. Te rešetke skrtačimo s krtačo za čiščenje rešetk, jih obrišemo s papirnato brisačo in kje namočeno v rastlinsko olje. No, s peko na žaru začnemo, ko se ogenj poleže, ko se žerjavica poleže in preverjamo morebitno prisotnost fizikalnih dejavnikov tveganja teh tujkov, to se pravi, če uporabljamo za čiščenje rešetk žično krtačo, preverimo, da ne bi odpadle žičnate ščetine slučajno zašle v pečeno hrano. Zdaj, pogosto za hrano, ki jo nesemo na piknik, uporabljamo marinade, to so okusne kiselkaste omake, skratka mariniramo, v njih namakamo meso, predvsem z namenom, da bi obogatili njihov okus ali pa jih zmehčali. Lahko jih pripravimo sami, lahko jih pa tudi kupimo, mariniramo v hladilniku, ne na kuhinjskem pultu. Zdaj, perutninsko meso mariniramo 2 dni, govedino, teletino, svinjino pa celo do 5 dni. Zdaj, pomembno je vedeti, da marinade, ki smo jih uporabili za mariniranje surovega mesa, ne smemo uporabiti kot prilog za namakanje že pečenega mesa, ker lahko vsebujejo nevarne mikroorganizme, ki bi povzročili bolezen. Na samem žaru je pomembno, da dosežemo pravilno temperaturo živil, ki jih pečemo, in seveda moramo uporabiti toplotno kombinacijo.
ustrezna temperatura in čas. Ta navodila najdemo vse na spletnih straneh Nacionalnega inštituta pod rubriko toplotna obdelava. V tem kontekstu je pomembno, da recimo, če pečemo cele piščance, je ta temperatura 82 stopinj, piščanca prsa 76,5, perutnina, recimo manjši kos je 74 stopinj, svinjsko meso 68, hamburger 68. No, posebej pa potreba vedeti, da je treba predvsem piščančje meso, svinjsko meso temeljito prepeči. Paziti je treba na meso na nabodalih ražnjičih, tam, kjer prebada te koščke, lesena ali kovinsko nabodalo, tam ne sme biti rdeče barve, ker bi to pomenilo, da bi lahko bakterije na tem mestu tudi preživele in povzročile zdravstvene težave. Kljub skrbnemu načrtovanju hrane in skrbnemu načrtovanju piknika, tako, nam pa še vedno lahko ostane določena hrana. Kaj z njo storiti? A jo mi lahko pač odnesemo domov, jo shranimo, če ja, koliko časa? No, seveda, tudi te postopki, če odnesemo domov, ravno tako veljajo, da moramo uporabljati seveda primeren način hlajenja, in za ostanke na splošno lahko rečemo, ki so ostali, da jih lahko shranjujemo 2 do 3 dni v hladilniku pri temperaturi 5 stopinj Celzija. Povedati moramo, da za občutljive skupine, kot so nosečnice, starejši ljudje z oslabenim imunskim odzivom, da pri njih je ta čas krajši, oni morajo zaužiti te ostanke v 24 urah, predvsem zato, da zmanjšajo tveganje za izpostavljenost listeriji, ki povzroča listeriozo, bolezen, ki se prenaša s hrano. Če pa mi te ostanke zamrznemo, jih lahko shranjujemo 2 do 3 mesece pri temperaturi minus 18 stopinj. Smiselno jih je označiti z dnem zamrzovanja, da bomo dejansko vedeli po 2 mesecih, da jih pač moramo uporabiti. Vseeno je pa najbolje sveže pojesti, ampak to pa ne pomeni, da zdaj nakupimo 10 kg mesa, pa ga svežega pojemo. Vedeti moramo, da je tudi v zadnjem času se predvsej borimo, sploh naša inštitucija, da ne bi preveč hrane se zavrže, na eni strani jo primanjkuje, dostikrat je problem, ko ljudje kupujemo lačni, ne kupimo veliko več, kot bi dejansko potrebovali. Kako je pa s hrano med kampiranjem, pa na daljših potovanjih? Katere korake lahko sprejmemo oziroma ukrepe, da zmanjšamo tveganje za zastrupitev? No, pri kampiranju je recimo zelo pomembno, da si umijemo roke pred in po rokovanju surovo hrano, da recimo uporabljamo robčke za enkratno uporabo, če ni čiste pitne vode, zunanji prostor ali kamp naj bo čim bolj čist, hrano hranimo zaprto in pokrito, da jo zaščitimo pred pticami, žuželkami in drugimi živali, ki so lahko vir bakterij za okužbe s hrano. Kako pa pravilno shraniti pa ravnati svežim sadjem in zelenjavo poleti? No, toplo vreme lahko pospeši tudi zorenje, ker lahko vodi do prezgodnjega kvarjenja, če svež sadje ni pravilno shranjena. Splošno pravilo je, da je treba večino sadja in zelenjave shranjevati v hladnem okolju. Recimo, paradižnik pa se bolj obnese pri sobni temperaturi. Predvsem pa je potrebno sadje dobro oprati in uporabljati, če ga razrežemo, čiste pripomočke in krožnike, ko ga serviramo. A je treba sadje pa zelenjavo oprati tik pred uporabo oziroma pred zaužitjem, ali lahko recimo ga operemo pa damo v hladilnik pa potem čez en dan? Ja, to je v bistvu najboljše, da ga operemo takrat, ko ga bomo, ker tudi mi rečemo, paziti se moramo te navzkrižnega onesnaženja živil, kjer recimo surova živila lahko potencialno onesnažijo gotova živila. In sadje je v tem kontekstu gotovo živilo. Mi ga jemo takšnega, kot je. Ni podvrženo neki nadaljnji toplotni obdelavi. Tako da mi s tem preprečimo, ko ga očistimo, lahko ga seveda tudi očistimo, narežemo, ga spravimo v take posode, kjer je zaprto, se pravi tam takrat je pa zaščiteno pred raznimi vplivi, ki bi lahko prišli z drugih živil surovih, recimo v hladilniku. Zdaj sva govorila o tem, kako narediti vse,
da ne pride do pokvarjanja hrane oziroma živil. Kateri so pa tisti najbolj očitni znaki, da hrana res več ni primerna za uživanje? No, seveda, to so ti znaki, ki jim tudi nekako rečemo, te organoleptične lastnosti, kot so recimo spremenjen videz, von, okus, konzistenca, nov tip. Dostikrat se razvijajo plesni, ki jih mi vidimo. Pokvarjena hrana je običajno videti drugače v teksturi in barvi, ne? Pride do diskoloracij, neprijetnega vonja in slabega okusa. Ne? To je v bistvu, torej se razbarva, smrdi. Ima drug videz, drugačna je nov tip, skratka, mi lahko hitro zaznamo. Je pa res, da dosti ta bakterijski kvar, se pokvarjene bakterije povzročajo bakterije, ki so drugačne od tistih bakterij, ki povzročajo bolezen. Zdaj ta hrana, kljub recimo mleko se skiza, mi, če ga bomo popili, morda nam okus ne bo všeč, vendar ne bomo zaradi tega šele zboleli. Druge bakterije, te patogene bakterije, so pa v mnogih živilih, ki kupujemo za domačo uporabo in so pogosto onesnažene s temi naravno prisotnimi patogenimi mikroorganizmi. Teh patogenih mikroorganizmov ne moremo videti, vonjati, okušati ali zaznati z otipom, ko jih pa zaužijemo, lahko povzročijo resne bolezni ali celo smrt. Ne? Kot bi rekel, recimo hamburger, ki ima v sebi verotoksično ješerijo, okoli izgleda intakten, nobenih znakov ni, vendar če ga bomo pojedli, lahko resno zbolimo. Kako pa ukrepati, če se zastrupimo s hrano? Če se zastrupimo s hrano, seveda najbolje, da se oglasimo v zdravstvenem domu pri našem zdravniku, sploh velikokrat se zgodi, da so to te okužbe, izbruhi, če več ljudi kaže iste simptome, se pravi, lahko pride do bruhanja, slabosti, driske, čim prej obiščemo lečečega zdravnika, ki nam bo odredil pravilno terapijo. Doktor Polak oziroma gospod Polak, hvala za pogovor. Poslušalcem pa želim užitkov polno in zdravo poletje. Hvala tudi vam.